Torej, jug planeta je prvi cikel, ki ga srečamo na razstavi Geneza. Tukaj se je fotograf podal v ta območja večnega ledu, fotografiral v antarktičnem ekosistemu, ki presega zgolj celino Antarktike, ki pa je hkrati seveda najhladnejša, najsušnejša, najbolj vetrovna in tudi po nadmorski višini najvišja celina na svetu. Tukaj seveda vlada obdobje večnega ledu, Antarktika je tudi nekoliko manj kot Arktika ogrožena zaradi globalnega segrevanja, vseeno pa je tukaj seveda fotograf zabeležil zgodbe, ki so hkrati lepote narave, po drugi strani pa tudi resen opomin, da naravni ekosistemi niso samoumevni. No, ob polotoku Valdez ob južni obali Argentine je fotografiral kapske kite, ki so ga posebej fascinirali svojo velikostjo in veličino. Gre za ogromne živali, ki lahko tehtajo tudi do 50 ton, hkrati pa so seveda izjemno občutljive. Na drugi strani so tudi ogrožene zaradi močno razvite ribje predelovalne industrije tukaj ob obalah Argentine. Fotograf pa opisuje svoje doživetje, približal se je tej živali, kot vidimo, zelo na blizu v 6-metrskem čolnu, kar je seveda pomenilo, da bi ga ta ogromna žival seveda zlahka prevrnila, pa vendar se to ni zgodilo. Zatočišča so drugi cikel na razstavi Geneza, so pa pravzaprav vsebinsko izhodišče in tudi začetek fotografovih potovanj po vsem planetu. Predstavljajo tiste redke predele sveta, ki še nudijo zatočišča rastlinskim, živalskim vrstam in nenazadnje tudi domorodnim plemenom, ki še živijo v stiku z naravo. Galapaški otoki so eden takih prostorov na našem planetu, poleg Madagaskarja, Nove Gvineje in otoka Sumatre, ki jih je v tem ciklu prav tako tematiziral. No in tukaj je tudi izhodišče Salgadove Geneze, njegovo sporočilo te razstave pravzaprav, ki je ravno v teh dveh fotografijah. Želva velikanka, ki jo je fotografiral prvi dan svoje odprave na Galapaških otokih, je tisti prvi njegov portretiranec, ob katerem se je zavedal, da pravzaprav pristop do živali ni čisto nič drugačen, kot je pristop do fotografiranja človeka. Gre za odnos zaupanja, ki ga je treba vzpostaviti z živaljo, enako kot s človekom. Hkrati tukaj sreča izjemno zanimive živali, morske legvane. Tukaj je šapa, taca morskega legvana, za katero Salgado opisuje, da se je v nekem trenutku seveda zavedal, da kljub temu, da s to živalsko vrsto nimamo nič skupnega, pravzaprav njegova roka spominja na roko srednjeveškega viteza, na verižni oklep in mu to daje vedeti, da sta s to nenavadno živaljo, ki je razvila izjemno prilagoditev tukaj na Galapaških otokih iz kopenske v morsko žival, pravzaprav sorodnika. Afrika je tista celina, ki je Sebastião Salgado predstavljala pravzaprav drugi dom, predvsem v 70. letih, ko se ni mogel vrniti domov v Brazilijo. Jaz sem večkrat prihajal z namenom svojih makroekonomskih projektov, ko je tukaj deloval še kot ekonomist. V Ruandi vzpostavljal nasade čajevca, od katerih se je lahko preživljalo 32.000 družin. No, 20 let kasneje, leta 1991, se v Afriko, Ruando vrne na ta iste plantaže, zato da bi fotografiral delavce za svoj novi fotografski cikel. In tukaj najde seveda izjemno dobro razvito kmetijstvo, pravzaprav uspešen projekt, ki ga je zastavil tukaj kot ekonomist 20 let pred tem. No, njegov povratek v Afriko leta 1994 je seveda povsem drugačen. Tukaj se, predvsem v Ruandi, dogaja strašen genocid nad človeštvom, nad ljudmi, ki tukaj živijo, kar Sebastião Salgado seveda izjemno prizadene. To je tudi eden od tistih razlogov, zaradi katerih se je odločil kasneje fotografirati naravo, lepote narave in v tem kontekstu seveda Afrika znova vstopi pred njegov objektiv, v njegov fokus, kajti tukaj seveda še živijo tako ljudje v čistem stiku z naravo, kot tudi številne
izjemne živalske in rastlinske vrste. V ciklu Severna prostranstva pa se s fotografom selimo na skrajni sever našega planeta, v arktično področje, arktični ekosistem. No, Salgado pa je nekako to področje v svojih fotografijah razširil na skrajno severne predele ameriške, evropske in azijske celine. Tako se sprehodimo preko polotoka Kamčatka, ki ga je fotografiral iz zraka, Aljaske, pa doline reke Colorado, koloradske planote, do severnosibirskih nomadov, nenetov ali nencev, ki živijo v tesnem sožitju z severnimi jeleni. Te živali predstavljajo njihov vsakdanji način prehranjevanja, kakor tudi usodno zaznamujejo njihov način življenja, saj se z njimi selijo skupaj do polotoka Jamal, kjer se jeleni lahko v tundri prehranjujejo z mahovi in redkim rastlinjem, in ta pot poteka preko zamrznjene, preko 40 km široke reke Ob. V teh izredno hladnih razmerah seveda si postavljajo svoje šotore vsak večer znova, v njih je vso njihovo premoženje, zakurijo in skuhajo en topel obrok, medtem ko zjutraj znova odide karavana na pot. Moški vprežejo manjše sani in skupaj s psi samojedi usmerjajo čredo jelenov na poti, medtem ko se ženske z večjimi sanmi in z vsem premoženjem, ki ga imajo na njih naložene, povežejo v karavano in potujejo nekoliko počasneje. Z reportažo o indijanskem ljudstvu Zowi, ki biva v področju Amazonije, se zaključuje še zadnji cikel geneze, to je Amazonija in Pantanal, ki je pravzaprav Salgadov na nek način domači kraj. Amazonija in Pantanal sta področji, ki se raztezata v Južni Ameriki preko Brazilije, Venezuele in sosednjih držav. Pantanal je največje mokrišče na svetu in biotska raznolikost je tukaj seveda izjemno visoka, medtem ko tudi ljudstva, ki živijo v porečju Amazonke, še danes seveda predstavljajo veliko bogastvo tega področja, za katerega Salgado opozarja, da ga je treba tudi pravilno ohranjati in predvsem nehati izkoriščati na nepremišljen način amazonski deževni gozd. Ljudstvo Zowi živi v tesnem sožitju z naravo, imajo prepoznavni znak, ki je ta leseni čep, ki si ga vstavljajo v spodnjo ustnico. V teh ljudstvih je zanimivo tudi to, da imajo ženske zelo pomembno vlogo. Tako med moškimi kot ženskami vlada poligamija, ženske lahko imajo več mož, vsakega z drugo nalogo, eden je lahko lovec, drugi ribič, spet tretji zna postoriti po hiši. Kot Salgado pripoveduje, no in seveda preko teh ljudstev vedno pristopa seveda z njihovim dovoljenjem, tudi preko organizacij, ki ta ljudstva ščitijo in skrbijo za njihove pravice, predvsem pa zato, da seveda lahko živijo v svojem neokrnjenem odnosu z naravo. Tako skozi genezo, kot tudi skozi vse prejšnje avtorjeve cikle spoznavamo fotografa z izrazito močno avtorsko noto, z izrazitim čutom za estetiko prizorov, ki jih realne slika pred svojim objektivom. Vendarle pa se moramo ves čas ogleda razstave zavedati, da kljub lepim fotografijam, ki orisujejo teh 46% našega planeta, ki je ostal povsem neokrnjen, vendarle seboj nosijo predvsem izjemno močno sporočilo. Na vsakem od nas je, da ohranimo ta planet za prihodnje rodove, in na vsakem od nas je, da naredimo točno tisto, kar s svojim prispevkom lahko.